Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 113. seji Vlade Republike Slovenije. Najprej z mano državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Damjan Lah, ki bo predstavil dve zadevi, in sicer dva predloga zakonov, ki je vlada danes obravnavala, in sicer zakon o detektivski dejavnosti in zakon o zasebnem varovanju. Prosim. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče v uvodnem stavku, da celovita zakonska ureditev obeh področij temelji na strategiji zasebnega varovanja, ki je bila sprejeta znotraj Ministrstva za notranje zadeve. Strategija sama določa področja, ki jih naj država uredi v okviru zasebnega varovanja in pa seveda tudi v okviru detektivske dejavnosti. Seveda ambicija in pa želja države je, da se dejavnosti upravljajo ustrezno usposobljene osebe, da so te osebe seveda tudi ustrezno preverjene in da se jasno določijo njihove pristojnosti in pa ukrepi, ki jih smejo izvajati tako na področju detektivske dejavnosti, kakor tudi na področju zasebnega varovanja. Kar se tiče zakona o detektivski dejavnosti in pa bistvenih sprememb in pa novosti, ki jih prinaša, gre za to, da z tem zakonom končno sistemsko urejamo področje detektivske dejavnosti, da z zakonom uvajamo obvezno usposabljanje pred opravljanjem detektivskega izpita in pa da se pooblašča Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve kot organ, ki izvaja nadzor nad kompletno detektivsko dejavnostjo. Glede na to, da pa detektivska zbornica ohranja javno pooblastilo za podeljevanje in pa odvzemanje licenc, je v samem zakonu zagotovljen učinkovit nadzorni mehanizem nad podeljevanjem teh licenc oziroma pooblastil in pa seveda upeljanje sistem inšpekcijskega nadzora. Zelo jasno so določeni pogoji, pod katerimi se lahko licence podeljujejo in seveda tudi odvzemajo. Istočasno je pa zelo jasno in natančno določeno tudi, kdaj Ministrstvo za notranje zadeve lahko odvzame javno pooblastilo, ki je podeljeno detektivski zbornici za podeljevanje licenc. Novost, ki jo prinaša zakon, je tudi to, da detektivska zbornica daje soglasje tujim detektivom in pa določeno je tudi obvezno članstvo v detektivski zbornici. Istočasno zakon določa, kako poteka varnostno preverjanje in kaj so varnostni zadržki in pa vpeljuje inštrument ali pa sistem obveznega usposabljanja pred opravljanjem detektivskega izpita. Zelo jasno so določene tudi pristojnosti detektiva in pa njegova upravičenja oziroma ukrepi, ki jih sme izvajati pri upravljanju svojih nalog, in pa določeni so pogoji, pod katerimi lahko tuji detektivi upravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, kar pa je seveda usklajeno tudi z direktivo Evropske unije o storitvah na notranjem trgu. Kar se tiče zakona o zasebnem varovanju, bistvene novosti, glede na to, da do zdaj v veljavnem zakonu niso bile zelo jasno določene pristojnosti posameznih organov, ki sodelujejo v sistemu zasebnega varovanja. Ta zakon zelo natančno določa pristojnosti tako zbornice, kakor upravnega dela Ministrstva za notranje zadeve, policije in pa tudi Inšpektorata za notranje zadeve. Zelo jasno in natančno so določeni posamezni kriteriji, kot so varnostno preverjanje, strokovna usposobljenost, izpolnjevanje standardov, znanje slovenskega jezika, ugotavljanje zdravstvene in pa psihične primernosti za opravljanje zasebnega varovanja in pa kot novost so odpravljene tudi minimalne kvote, ki se vežejo na število varnostnega osebja kot pogoj za pridobitev licence. Z zakonom je omogočena tudi uvedba tako imenovanega internega varovanja. To seveda pomeni, da so gospodarske družbe ali pa drugi pravni subjekti imajo možnost oblikovati oziroma organizirati varovanje ljudi in pa premoženja na svojem območju
in bodo lahko seveda zaposlili usposobljeno varnostno osebje, ne da bi bilo potrebno za to pridobiti posebno licenco. Za ta način varovanja so predpisani manj zahtevni pogoji, ker javni interes seveda tukaj ni tako močno izražen ali pa sploh javnega interesa, ni glede na to, da se to dogaja znotraj nekega podjetja, recimo Gorenje ima to možnost, da si uredi varovanje svojih objektov za neko svojo lastno varnostno službo. Kot pomembna novost je uvedba nove licence za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, za katero pa bo moral imeti lastnik te licence posebej usposobljene varnostnike. Tukaj s to določbo ali pa s to ureditvijo poskušamo urediti predvsem problem nočnih lokalov, v katerih je delo varnostnikov bistveno drugačno, kot je recimo delo varnostnikov v nekih na odprtih območjih. Seveda gre za zaprti prostor in pa ponavadi tudi prostore, kjer je na dosegu roke kar nekaj nevarnih predmetov. S samim zakonom se določa tudi transparentnost in pa določenost oznak na delovnih oblekah, vozilih in pa opremi varnostnikov. Te identifikacijske oznake vseh varnostnikov naj bi bile v bodoče poenotene, da bi pa ne povzročili takoj v začetku velikih finančnih problemov varnostnim službam, je tukaj predvideno 5-letno prehodno obdobje, da se vse te oznake poenotijo. Ne govorimo o poenotenju uniform, ampak govorimo o poenotenju teh vidnih zunanjih oznak in izvzemamo uniforme. Kot pomembna novost zakona o zasebnem varovanju je tudi določen postopek za varstvo pravic posameznikov, kot pritožbeni postopek tega, kot veste, do sedaj ni bilo, je pa sistem predviden na način, da na prvi stopnji postopek sam rešuje sam nosilec licence, ukolikor seveda pride do pritožbe, je drugostopenjski organ, strokovno združenje, to je zbornica, v primeru pa, da bi varnostnik nezakonito uporabil ukrepe, ki so mu sicer po zakonu dovoljeni, takrat pa nastopi policija, ki seveda izvede ustrezne ukrepe za varovanje posameznika, ki je bil udeležen v tem postopku. V redu, hvala Damjan. Kakšno vprašanje za državnega sekretarja na to temo, kateri je govoril, kakšno drugo temo? Nove regulative zakona, ki določa lobiranje. Namreč zanima me, če ste se vi tudi o tem kaj pogovarjali, kako odkrivati zdaj te lobiste, kako dokazovati ljudem, da lobirajo, to tudi vaše področje. Je glede na to, da lobiranje ne sodi v področje dela Ministrstva za notranje zadeve, prekrški iz glede... Kar se tiče prekrškov, seveda so inštituti, ki bodo ugotavljali sploh, ali je prišlo do kršitev zakona o lobiranju. Tukaj je predvsem protikorupcijska komisija tista, ki bo seveda ugotavljala, ali posamezni lobisti izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v zakonu. In pa seveda tudi inšpekcija, ki deluje znotraj Ministrstva za javno upravo, ki je nosilec tega zakona. Seveda mi ali pa policija kot represivni organ nastopi seveda takrat, ko govorimo o kaznivih dejanjih. Takrat pa seveda policija opravi svojo nalogo, tako kot v vseh ostalih primerih, ko se srečuje z sumom storitve kaznivega dejanja. Rekli ste, da je uvedena nova licenca za te nočne lokale. Verjetno ste tukaj imeli v mislih Lipo, ker imamo tudi te dni obletnico. Pa me zanima, zdaj ta zakon se bo nanašal verjetno nove, od danes naprej oziroma od sprejetja. Od dneva veljavnosti. Pri Lipi je bilo pa ugotovljeno, da to dejavnost upravljajo zelo neizobraženi ljudje, da mogoče tudi zaradi tega pripravlja. A boste kaj za stare varnostnike upeljali kakšno novost, da se bojo oni mogoče dvigali po izobrazbi glede strokovnosti, kako? Kar se tiče izobrazbenega pogoja, tukaj ni nekih sprememb ali pa novosti. Je pa dejstvo seveda, da v sistem upeljujemo pa obdobno obvezno usposabljanje in tudi potrjevanje licenc zasebnega varovanja, kar do zdaj ni bilo. Do zdaj je bil sistem na 5 let. Do zdaj je bil sistem seveda upeljan tako, da enkrat, ko si opravil izpit za varnostnika, si seveda imel licenco podeljeno
do konca svoje kariere. Zdaj se ta sistem spreminja in vsakih 5 let bo potrebno obnoviti to licenco. Usposabljanja so pa seveda vsakoletna. Hvala. Gospodu Lahu se zahvaljujem za to predstavitev. Zdaj pa vabim ministra za finance Francija Križaniča, ki bo predstavil 2 točki, ki jo danes obravnavala vlada, in sicer prvo predlog strateških usmeritev v zvezi z strategijo upravljanja s kapitalsko naložbo države v NLB DD. Druga točka je informacija o delu delovne skupine za poenostavitev sistema obračunavanja in plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev. Minister, izvoli. Najlepša hvala, dober dan. Torej, morda bi še 2 točki dodal, pa gremo kar od začetka. Se pravi, vlada je sprejela informacijo v zvezi s strategijo NLB skupine in je v njej uskladila obe strategiji. Tisto, ki jo je 13. oktobra sprejela uprava in nadzorni svet, to je varčevalna strategija, in strategija za upravljanje kapitalskih deležev, ki smo jo 21. oktobra sprejeli na seji vlade, na način, da je povsem brez dvoma o poslovnih odločitvah v strategiji odloča strategija, ki jo sprejemata uprava oziroma nadzorni svet. Lastnik lahko pač preko nadzornega sveta vpliva, ne pa v lastni strategiji. Se pravi, tista mnenja, ki smo jih dali v strategijo vlade, sprejeto 21.10.2010, smo sedaj umaknili, da je zadeva povsem konsistentna in da je s tem tudi odločitev o dokapitalizaciji povsem jasno vezana na to strategijo, ki jo je sprejel nadzorni svet na svoji seji 13.10.2010. S tem štejemo, da so izpolnjeni pogoji in da bo ta dokapitalizacija v višini 250 milijonov evrov lahko stekla. Pričakujemo tudi dokapitalizacijo NKBM-a na začetku naslednjega leta za doseganje večjih razvojnih ciljev, kar bo dalo dodaten impuls delovanju finančnega sistema na Slovenskem. Drugič, kar bi rad komentiral in je prišlo vmes, je objava bonitetne ocene Standard & Poor's. Tukaj moramo ugotoviti, da je ta ocena ostaja sicer dvojni A+, vendar so spremenjeni obeti so spremenjeni, sedaj niso več stabilni, kot so bili prej dolgo časa, kažejo na negativno smer. Glavna skrb te bonitetne hiše so strukturne reforme, obenem že tudi pohvali sprejeto pokojninsko reformo. Upa pa, in tudi jaz pričakujem, da bodo socialni partnerji pri nas našli dovolj razumevanja, da bomo lahko tudi družba, ki je sposobna varčevati v časih, ko je varčevanje potrebno, podobno kot smo bili družba, ki se je bila sposobna spopasti to krizo in vsaj na nekaterih področjih, ki se kaže sedaj v uspešnem izvozu, tudi ustvariti izboljšano konkurenčnost in to predvsem na tistih kvalitetnih, necenovnih faktorjih. Potem pa v samem delovanju ministrstva smo danes sprejeli 2 pomembni informaciji oziroma ena informacija in ena odločitev. Informacija o poenostavitvi in modernizaciji plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznosti in dajatev javnofinančnih prihodkov je sedaj v tej fazi, da bomo zmanjšali število podračunov iz 3000, kar je ustvarjalo nepreglednost in komplicirano institucionalno okolje za delovanje v našem gospodarstvu in življenju, sploh na 3 račune, to bodo 3 osnovni, to je račun države, račun zdravstvene in pokojninske blagajne plus 210 občinskih računov. V ta namen je sedaj že veljaven nov pravilnik o podračunih in načinih plačevanja javnofinančnih dajatev in v službo vlade za zakonodajo, se pravi v postopku še vedno in v usklajevanju s to službo pravilnik o upravljanju nalog uprave za javna plačila. Ko bosta te 2 pravilnika sprejeta in ko bo davčna uprava vzpostavila nov informacijski sistem, to pa je zdaj naloga, ki že poteka in 1. julija naslednje leto ne bo to steklo, se bo bistveno poenostavilo plačevanje davkov in drugih prispevkov javnofinančne narave. No, vlada je sprejela tudi načrt financiranja v naslednjem letu. V naslednjem letu bomo imeli 990 milijonov evrov odplačil glavnice in ostalih akcij pa predvidevamo bo toliko na kapitalskem trgu, da bomo se zadolžili za 2 milijardi 900. Nekaj stroškov tudi za financiranje obresti, glavnice in primanjkljaja je že pokritih s predfinanciranjem, nekaj se nam obeta
oziroma pričakujemo, da bomo morda s predfinanciranjem izboljšali ročno strukturo financiranja tudi za prihodnje. V redu, hvala ministra za te 4 stvari. Zdaj pa prosim, kakšno vprašanje za ministra? No, to je očitno dober znak, ne? V redu. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa vam še predsednika vlade Boruta Pahorja, ki bo sporočil ostale odločitve z današnje seje vlade in seveda pokomentiral druge zadeve in odgovoril na vaše vprašanja. Glede na to, da ima še dolg dan, bom prosil samo tako, da recimo najkasneje ob 3 končamo, če bo le. Predsednik, izvoli. Prav danes mineva 20 let, kar so naši ljudje na plebiscitu suvereno odločili za samostojno državo. To je bila odločitev, ki je bila posledica številnih tehtnih premislekov o viziji Slovenije, ki se je znašla v takratni Jugoslaviji v nezavidljivem političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in vseh drugih vidikih. Takratni vizionarji so povezali idejo demokracije za idejo suverenosti države, jo uokvirili v idejo Evropske unije in celo njihove nasprotnike takrat, ker na začetku niso bili vsi za, prepričali postopoma, da so postali njihovi politični sopotniki. Tako so ljudje izglasovali samostojno državo, ki je potem razglasila suverenost pol leta kasneje. 20 let kasneje se sedanja vlada pravzaprav se je znašla v podobnih položajih kot Demosova vlada pred 20 leti. Gre za prelomne trenutke v narodovi zgodovini. Takrat je bilo veliko dvomov, veliko sumov, veliko malodušja, toda bile so tudi vizije in njihove kritike in postopoma, a zanesljivo so se ti dvomi, sumi, malodušje spremenili v samozavest in v odločnost, ki je premagala. Tako mislim bo tudi sedanjo vlado in njeno politiko. Usoda nam je namenila težke odločitve in danes bi rad sporočil, da je z suvereno večino v državnem zboru pod streho pokojninska reforma, kar se odgovornosti vlade tiče. Vlada ne predlaga, da se odgovornost za to odločitev prevali na breme volivk in volivcev. Če, in tako slišim, da bodo to storili tisti, ki imajo ustavno pravico. Toda ne vlada. Vlada je pripravljena nositi odgovornost za pokojninsko reformo. Je eden od dolgoročnih stabilizatorjev javnih financ. To sploh ni edina pomembna strukturna reforma, ki je za nami. Vendar pa verjetno ljudi zanima na predvečer novega leta, kakšne utegnejo biti spremembe prihodnje leto. O tem bomo v prihodnem tednu in tednu takoj po novem letu opravili posvet, kjer bomo dosegli soglasje znotraj vlade okrog 4, morda 5 prioritet, ker jih več v enem letu, tako pomembnih, kot jih imamo zamišljenih, niti ne moremo sprocesirati. Zagotovo bo tukaj zdravstvena reforma, reforma trga dela in zanesljivo modernizacija javnega sektorja kot celote. Vidite, da dolgoročno bonitetne hiše Slovenijo še vedno ocenjujejo z AAA, kar je v redu. Kratkoročno ne vidijo problemov, dolgoročno pa, če bi zlasti strošek delovne sile naraščal. Temu bomo prav gotovo posvetili vso pozornost v naslednjem letu in obljubljam, kolikor je v moji moči, da skupaj s socialnimi partnerji, za sindikati in za delodajalci. Menim, da če nam bi v letu 2011, ki je v mnogo čem precej nepredvidljivo leto, tukaj ne mislim niti na razmere v Sloveniji, mislim bolj na razmere v celotni
Evroskupini in v Evropski uniji, da o mednarodni skupnosti sploh ne govorim, potem mislim, da bi se lahko v letu 2011 zgodil tisti ključni preboj iz obroča najprej recesije in potem krize, ki ga ne nazadnje večina naših ljudi tudi pričakuje. Tako da gledam z bom rekel, dolžnim gledam z pogumom in nekim realnim optimizmom na leto, ki prihaja, se pa zavedam, da bo to težko leto, vendar mi nekaj govori, da bo uspešno na koncu. Tako da bi s tem začel to današnjo tiskovno konferenco po predzadnji seji vlade. Zadnjo sejo bomo imeli prihodnji četrtek 30. vendar ne pričakujem, da bomo na njej sprejeli kakšne usodne sklepe, temveč samo tiste, ki so potrebni, da tekoče država lahko konča delo. Prosim, vaša vprašanje. Vprašanje. Ja. Nina Marzekar, TV Slovenija. Prejšnji teden ste napovedali, da boste danes govorili o pogodbi s Finsko Patrijo. Je danes ste karkoli o tem razpravljali, bila že sprejeta kakšna odločitev? Ne, smo razpravljali, vendar nismo sprejeli dokončne odločitve. Zakaj ne? Kje se je zapletlo? Ko bomo sprejeli odločitev, bomo javnosti tudi pojasnili. Ja, naprej. Vitomir Petrović, Svet na kanalu A. Glede na poročanje medijev o nepravilnostih gospoda Rakovca v zavarovalnici Triglav in laži, ki naj bi jih izrekel na Pop TV-ju, kako komentirate dejstvo, da mu nadzorni kadar Borut Jamnik ščiti hrbet? V tem primeru govorimo o tem pooblastilu za podpisovanje pogodb v vrednosti nad 100.000 evrov. Zato pa so pristojne institucije, da komentirajo in ne vlada. Ampak tam so se danes vsi zavili v molk in nihče noče nič komentirati. Morajo. So dolžni. Vlada pa ne sme, če hoče ostati nepristranska. Zato tudi imamo pravno državo in se moramo navaditi, da imajo institucije svoje dolžnosti in obveznosti in jih morajo spoštovati. Tako kot jih vlada. Vlada svoje obveznosti in pristojnosti izvaja in spoštuje. Ja, izvoli. Meni moram reči 6. december bolj všeč kot 22. december. Kako vi vidite ta 6. december, zakaj se ne ponovi, nekje ste popustu pri tej širši koaliciji, govorite, da so potrebne soglasja koalicije in opozicije. 6. decembra je bil lep dan, ne? Pred 20 leti. No, 23. mislite, ali 6. A ja, gotovo. No, zdaj, ko govorimo o odločitvi za suvereno državo, govorimo o odločitvi brez primere v zgodovini in upajmo, da tako pomembne odločitve, kot je bila ta, po svoji teži za prihodnost generacij, ne bo potrebno sprejemati v prihodnje. In tista je zahtevala soglasje političnih strank, drugače verjetno plebiscit ne bi uspel. Tisto, kar jaz večkrat povem, je, da to soglasje ni padlo z neba kot darilo. Da so bili na začetku pogumni posamezniki, ki so imeli proti sebi celo vrsto dvomljivcev. Celo vrsto tistih, ki so imeli sume in ugovore. Vendar počasi, z argumenti in za prebijanjem skozi zakonodajo, ki je šla kakšenkrat tako tesno skozi, da je šla za en glas. Zdaj nisem pogledal v zgodovino, ampak če me spomin ne vara, jaz sem bil eden najmlajših delegatov v takratni Bučarjevi skupščini, je šel recimo tako pomemben zakon, kot je zakon o obrambi, za en glas skozi. Kar vam kaže, da je še po plebiscitu obstajala vrsta političnih razlik, ki bi lahko grozile uveljavitev volje. Kar kaže na to, da tudi danes ne živimo bistveno drugačnih časov, vendar pa nobene odločitve danes ne moremo primerjati s tisto, ki je bila na plebiscitu 23. decembra. Tista je bila v narodovi zgodovini prelomnega pomena. Čas, ki pa je soroden, je v tem, da
prihaja do cele vrste sprememb v družbi, tokrat za razliko v nemirnem mednarodnem okolju, takrat v mirnem in predvidljivem, kar še dodatno, bom rekel, otežuje in poglablja nekatere dvome, hkrati pa, bom rekel, kliče k korajži oblasti, da izvede nekatere ukrepe. Jaz sem večkrat pozval opozicijske stranke, da bi se glede ključnih reform posvetovali. In še enkrat moram povedati, z nekaterimi predstavniki opozicijskih strank sem se pogovarjal, z enim pa ne, ker je pogojeval sodelovanje na tem pogovoru z spremembo politike vlade na povsem drugih področjih, ki za reformami nimajo dobene zveze. No, tako pogojevanje ni dober obet za prihodnost. In ker mislim, da mora vlada relativno hitro sprejemati ukrepe in zanje tudi prevzemati odgovornost, mi ne preostane drugega, kot da, kolikor je mogoče, informiram državni zbor in veste, da ni bilo predsednika vlade, ki bi bil tolikokrat v državnem zboru pred odbori, kot sem jaz v 2 letih. Da ni bilo predsednika vlade, ki bi imel tolikokrat sestanek z socialnimi partnerji, kot sem ga imel jaz v teh 2 letih. Da poskušamo najti soglasje, vendar pa, gospe in gospodje, ko bonitetne hiše ocenjujejo stabilnost Slovenije, opozarjajo na visok strošek delovne sile. V ljudem razumljivem jeziku pomeni, da imamo plače glede na našo produktivnost previsoke in da to znižuje konkurenčnost Slovenije. In če bi vlada prišla z opozorilom in za ukrepi na tem področju, vam zagotavljam, da bi bilo verjetno zelo težko prepričati socialne partnere, pa verjetno tudi večji del opozicije, da bi take nepriljubljene ukrepe podprla. Jaz vem, da je zato moja dolžnost, usoda mi je pač namenila ta čas in sem jih hvaležen, ker lahko v tem usodnem času sprejemamo odločitve, ki peljejo Slovenijo naprej in zaenkrat nam to uspeva, sicer ne brez težav, da to pač storimo. In poglejte, brez podpore Slovenske ljudske stranke pokojninska reforma ne bi bila pod streho. Zato bi želel izreči kot predsednik vlade hvaležnost, vedoč, da je Slovenska ljudska stranka do vlade izredno kritična, da ji očita vrsto stvari, vendar pa se je odločila to reformo podpreti in kot ste danes lahko opazili v enem od poročil bonitetnih hiš, je prav pokojninska reforma ocenjena kot tista, ki je pozdravljena, ker dolgoročno stabilizira javne finance. In mi gremo naprej. Morda bomo tako, morda kakšenkrat z drugo opozicijsko stranko, če ne samo s koalicijo, našli skupen jezik pri drugih reformah. Prav gotovo ga bomo iskali. To je težko delo, verjemite mi, vendar se bomo trudili. Ja, kar nadalje. Na zadnje dni se pojavljajo kar neke smešne ocene. Vaš plakat jih je razburil z Osvobodilno fronto. Ne? Jaz sem še v tiste šole hodil, ko so nas učili, da je bila Osvobodilna fronta v bistvu združena fronta, tako imenovanih mavričnih ljudi, od črnih do zelenih, vsi so bili v Osvobodilni fronti, zdaj se temu znižuje, pač rekoč Osvobodilna fronta za osamosvojitvijo nima veze. Drugo me pa zmotil včeraj gospod Anton Stres, ki je poenotil Barbarin rov z Srebrenico. Pa bi rad prav vaš komentar na to, a je možno to sploh primerjati in enačiti in na podlagi tega govoriti, da pač vlada dela slabo. Jaz razumem radovednost javnosti, da predsednika vlade vpraša za vrsto mnenj in na nekatera sem dolžan odgovoriti, na nekatera ne smem odgovoriti. Pri nekaterih bom pa povedal svoje mnenje, tako kot mislim, da je prav in iskreno. Do osamosvojitve smo prišli z lokom zgodovinskih dogodkov, ki je na koncu omogočil prelomnega. To je plebiscit in razglasitev državnosti.
Zato vse te dogodke, ki so v zgodovini od ideje o zedinjeni Sloveniji naprej, omogočili rast nacionalne samozavesti do točke, ki je pripeljala do tako pogumne odločitve, kot je ustanovitev samostojne države, mimo grede, mednarodna skupnost takrat naše odločitve ni pozdravljala, vendar smo Slovenci vedeli, da delamo prav. In kot bom danes dejal v svojem govoru v državnem zboru, Slovenci se nismo odločili za samostojno državo zato, ker smo hoteli škoditi drugim narodom, ampak zato, ker smo želeli zavarovati lastne koristi in smo želeli, da imajo enake uspehe kot mi tudi drugi narodi. Zato mislim, da je Slovenija rojena pod srečno zvezdo in da bo prej ko slej tudi ta čas nevihtnih oblakov, ki je zdaj to zvezdo prekril, šel in da jo bomo znova uzrli. Nisem vraževeren. Vem pa, da je sreča na strani pogumnih ljudi in Slovenci smo take narave. To je vse, kar lahko rečem. Zdaj, če me pustite, bi se pridružil ministrskemu zboru, ker bi se danes še želeli neke stvari posvetovati. Zvečer se vidimo v Cankarjevem domu na obeležitvi dneva samostojnosti in enotnosti. Če se morda s katerim od vas ne vidimo več, bi vam želel, da ne doživete božične praznike in tudi prijetno silvestrovanje in se vidimo v novem letu. Upajmo, da bo uspešno. Hvala lepa. Hvala predsednik, vam pa hvala za udeležbo na obisku.